Naš gost. Naš gost. Naš gost. Spoštovani poslušalci, prav lep pozdrav v sobotnem popoldnevu, ko se bomo odpravili takole po poti razvoja ene najstarejših rokodelskih dejavnosti in seveda po življenjski poti našega gosta, gospod Janez Krišelj. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala lepa za vabilo. Prikolesarili ste, o tem bova rekla še kakšno, pri svojih skoraj 78 letih, izgledate vsaj 10 ali pa 15 let mlajši. Hvala. Ampak začniva tako kot ponavadi pri začetkih v zibelko, ki je bila verjetno tudi pletena, lesena. Vam je bil ta vaš poklic zdaj v drugi karieri, če tako rečem, položen ali ne? Izhajate iz družine, ki se je ukvarjala s pletenjem? Ja, dejansko mi je bilo to dano in podano v zibelko. Hvala Bogu, da je bilo tako, kot je bilo. Odraščal sem v delavsko-bajterski družini, kjer je bilo pletenje, pletla je mama, en lep dodaten zaslužek, pomoč očetu, ki je hodil v službo v Kranj, po zimi celo včasih peš, so bile tista leta povojna. In ta prihodek je bil vedno dobrodošel, neobdavčen, in s pletarstvom so se v našem kraju, to se pravi v vaseh pod Storžičem, ukvarjali skoraj vsi na taki, na pol mali kmetje, pol delavci. Dejansko bili so trdi časi in vsak dinar je prav prišel družinskemu proračunu. To so bili povojni časi. Sami se jih spominjate, no, pravijo, da ste bili zelo šibek otrok na začetku, ko ste bili rojeni, kar nekaj težav tudi zdravstvenih. Ja, dejansko velikokrat si je rekel, da s tem pa ne bo kaj veliko, ker pred mano sta umrla dva bratca in sestrica. No in to je bilo čas, recimo, ne bom rekel, da smo bili lačni, vendar kmetje so oddajali mleko, oddajali se v žito. Teta je bila kmetica, tako da mleko za otroke in moka za otroke se je dobila. Vse ostalo je pa vzel sistem za tiste, ki so pač tega niso imeli. In seveda je bilo pletarstvo v tistih koncih, kot pravite, dobro razvito, ampak če ostaneva pri tem vašem začetku življenja, kako je potem v to prišel šport? Ja, to je življenjska nit, ki te spremlja od rojstva do smrti. No in hotel sem se na nek način dokazovati, boriti se z vsem okrog sebe, in to je bilo v meni. Tako da, recimo, že kot otrok sem bil dosti ne preveč spreten, ampak dosti hiter. In pač neki taki vaški občinski kros je bil, kjer sem tekel, bil sem prvi. In v vasi so bili fanti, ki so bili že vključeni v športne aktivnosti, v nogomet, v smučanje. Bratanec je bil celo smučar tekač. In me je pritegnil in me odpeljal na neki občinski, kranjski kros, kjer sem bil pač prvi. In ker sem videl, recimo, sem manjši rasti, da v atletiki uspeha ne bo. Pritegnil me je pa preko bratanca smučarski tek, zato je bilo pa treba le vztrajnosti in moči. In sem tam zaživel pod vodstvom Gašperja Kordeža, ki je bil prvi moj trener, prvi moj mentor. Sem se kar stišal nekje do mladinske reprezentance. Potem je pa to z leti šlo naprej, tako da sem recimo bil tudi, lahko rečemo, v končni fazi en pionirjev jugoslovanskega biatlona. Tudi nekaj uspehov dosegel, na katere sem kar ponosen, glede na slabe pogoje, ki so takrat bili. Ni bilo ne opreme, ne denarja za potovanja. Čudni časi so bili. Moram sam primer povedati, recimo, ko smo startali na prvih tekmah, recimo v Italiji pa v Avstriji, nismo imeli niti enakega para smuči, tako da so nas kar malo postran gledali. Ampak bilo je pač tako, živa revščina, ni bilo maš. Ampak vseeno smo se borili, kar smo se mogli, in to je bilo recimo tisto moje prvo začetno tekaško obdobje, ki mi je potegnilo tudi malo v svet. Moji vrstniki so hodili po plesih, jaz pa na
tekaške dirke. Na treninge in na dirke, kje pa vse ste nastopili na tekaških smučeh? Pustimo to recimo po celi Jugoslaviji, recimo v naslednjih obdobjih. Bil sem član recimo in slovenske reprezentance in državne. So bili takrat aktualni recimo memorialna tekmovanja, nekateri so rekli za pokal Josipa Broza, ampak pustimo to, ker smo se vključevali v tekme v Maurovem, Igmanu, Dražgošah, Mrkoplu. In lahko se pohvalim s tem, da sem prvi zmagovalec tega tekmovanja, recimo teh 4 tekmovanj. Ampak drugače pa s temi prijatelji ali pa z reprezentanco smo obiskali od Španije do Sicilije, Nemčije, Avstrije, bližnje države recimo. Sem takrat recimo je jugoslovanska reprezentanca razen svetovnih prvenstev in olimpijade ni hodila daleč naokrog. Bili smo bolj doma, ker So bili takšni časi. No in ti časi so bili tudi takšni, da je bilo snega dovolj, ne? Zdaj verjetno v teh časih danes na tekaške smuči več ne stopite, ne? Ali pač? So bile zime, ki so bile tudi zelo zelene ali pa zelo bogate s snegom, vendar je bilo razno. Sam recimo to ni bilo, takrat smo laufali, recimo smo trenirali takrat recimo, ko je bila možnost, ampak prvo je bila pa služba, pa šola. To je bilo prvenstvo, ni bilo kot je sedaj, da so recimo današnji športniki po cele zime odsotni. To se je potem nekje spremenilo, ko sem bil član teritorialne obrambe občine Kranj, ker smo formirali vojaško ekipo in smo tudi s to vojaško ekipo, tej vojaški ekipi je bila omogočena recimo tekmovanje po celi Jugoslaviji, ravno tako po teh tekmovanjih, kot sem prej omenil, ampak takrat smo imeli več orožnih vaj, smo lahko si izkoristili recimo in smo hodili, če ni bilo v dolini snega, trenirati ali v Mojstrano, ali v Kranjsko goro, ali recimo na Pokljuko, je bilo pa veliko boljše. Ampak to so bili potem že drugi časi, boljše razmere, boljši pogoji in drugačno razumevanje do teh športov. O športnem udejstvovanju današnjega gosta smo slišali, pa še se bomo vrnili k športu. Gospod Janez Krišelj je namreč tudi kolesar, tudi še zdaj v svojih poznih 70 letih, ampak glavna tema najinega pogovora pa bo vendarle vaša druga kariera. Prva je bila povezana s čim? Kje ste delali, kje ste bili zaposleni do nekako svojega Abrahama? Glede na vprašanje bom odgovoril v 4 stopnjah. In sicer recimo, mislim, da imam medaro živeti 4 obdobja. Prvo obdobje je bilo recimo mladost, izobrazba, dom, družina. In to mi je uspelo. Drugo obdobje je bilo potem nekje od zaposlitve, služb, pa tja do končanega športa. Tretje obdobje je bilo pletarstvo, četrto obdobje pa bi pa rad še v življenju nekaj napisal. Zdaj, te spomine na nek način spravil ali v medije, ali na papir in upam, da mi bo to uspelo. Da vam bo dano tudi četrto obdobje nekako uspešno zaključiti, no pa se zdaj posvetiva tretjemu. Nekako po 50. letu ste vzeli v roke vitro. Kako to? Kako se je pravzaprav začelo ta vaša strast po upokojitvi? Prehod iz enega v drugo obdobje ni bil odrezal z nožem, ampak počasi prihaja iz ene stopnje v drugo stopnjo. Ja, in ko sem prihajal iz drugega v tretje obdobje, sem ugotovil, da mi pozim ostaja preveč časa, nekega neaktivnega časa recimo. In glede na spomine na mladost in hvala Bogu sem imel v bližini strica, ki me je upeljal v pletarstvo. Bil je, kot vsi rokodelci, je bil močeč mož. Je rekel: Janez, ti glej, ne sprašuj. Če mi nekaj šlo, je vzel raj košaro v roke in je nadaljeval z mojim delom. In dejansko rokodelc mora znanja mojstru ukrast. In jaz dejansko pri vseh ostalih mojstrih, pa sem jih kar potem nekaj obiskal, sem jih gledal v roke in iz roke in kradel znanja in to prenašal v svoj spomin in to doma obnavljal in popravljal. No in recimo, prvi moj izdelek je bil cajna. To, kar sem prinesel od doma. Pri nas doma smo delali samo cajne.
Tam so pa imeli več, ali moški, ali več orodij, so delali tudi koše ali pa cambohe, to so recimo pletarski izdelki, ki so zdaj dejansko v izumrtju, vendar meni jih zdaj spet naročajo, ker ta stara roba se je porabila, ljudje pa to skozi več uporabljajo, sploh v ekokmetijstvu. Ja. Tudi besede so se izgubile, marsikdo sploh iz mlade generacije ne ve, kaj si lahko predstavlja pod besedo cajna, camboh, ali lahko razložite, pa tudi škundra ali pa še kaj, ne? Veliko je v tem zagovoriti, recimo zdaj na teh tečajih doskrat poudarjam, recimo predstavljam izdelke in se reče, ja, moj oče je pa delal to eno, drugo in tretjo. In recimo najbolj enostavno izdelek je cajna. To je izdelek, recimo, ki je v celoti izdelan iz leskovih vitr in vej, je okrogle, spodnje dno je okrogle oblike in ima ročaj, ki se uporablja za nošenje ali pa za naslanjanje. Te cajne, imenovane cajne, so v dimenziji, recimo tam, povprečen volumen je tam nekje okrog 10 litrov ali pa 8 kilogramov mase, ki se vanj naloži. Camboh je večji podoben oplet, vendar je volumen tega izdelka tam nekje od 15 do 20 litrov in se uporablja več ali manj za pobiranje koruze, za pobiranje fižova, recimo lažjih izdelkov, ki niso pretežki, ampak rabijo volumen. Cajna je pa dejansko artikel, ki se uporablja povsod, recimo v vrtu, na njivi, v sadovnjaku. In dejansko včasih ni šla gospodinja zjutraj ali pa dopoldne v zevnik, to se pravi na polje, če ni imela na hrbtu koša, v eni roki cajno, v drugi roki pa orodje. In ob 12 se je vračala k kosilu, je imela v košu na hrbtu, je imela pripravljeno hrano za hlev, v cajni krompir, solato, čebulo, tisto, kar je rabila v gospodinjstvo, pa orodje za oporo, ker ženska je bila utrujena. To so osnovni izdelki, recimo pri nas doma. Dočim na Polanskem je poznan izdelek, imenovan škundra, nekaj ga imenuje tudi pobirač, pa ta izdelek ima še več raznih krajevnih imenov, ki jih zdaj ne bom našteval, je pa razlika med cajno in škundro v tem, da je v tem primeru dno poden raven in iz ravnega podna izhajajo rebra, eni jim pravijo kuliči. Je pa volumen spet različen, recimo tudi nekaj tak kot pri cajni. No, cajna pa je tudi pripomoček za čas, ki zdaj le prihaja, torej za nošnjo jedil k blagoslovu, k žegnu pred veliko nočjo. Ja, se moram zahvaliti recimo revijo Ognjišče. Pred parimi leti so me povabili za svoj članek in smo predstavili škundro za velikonočen žegen. In temu je sledilo potem tečaj v župniji Lesovo, kjer so ženske dekleta in žene želele na vsak način narediti tako posodo, da so z njo nesle k žegnu, in na to sem silno ponosen. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Pletar Janez Krišelj je današnji gost. Naučil se je te obrti po upokojitvi, torej vedno je čas, če ima človek željo, strast, če se res želi temu posvetiti. Vas je uvedel, kot ste rekli, stric, ampak verjetno je ta sposobnost opazovanja in učenja morala biti pri vas dovolj močna, da je potem šlo. Katero je vaše najljubše orodje za pletenje košar? Osnovno orodje tudi moja mama uporabljala samo nož in kladu. To se pravi nož za celotno obdelavo, pa kladivo za zabije recimo tistih par žebljičkov, kar rabi, drugega ni bilo takrat na razpolago. Drugače pa zdaj recimo ratov v mojem kompletu orodje en kup raznih orodij, pripomočkov, s katerimi si olajšam delo. Nekatere so dejansko moje inovativne zadeve, kar nekaj stvari sem pa pobral takole pri starih mojstrih, ki sem glede na to mojo pletarsko pot namenoma obiskoval in od njih kradel znanje in izkušnje in videl orodja, katera še zdaj recimo nadgrajujem
ravno tako od starih mojstrov, ki jih obiskujem. Dejansko moram pa reči, da takih mojstrov, recimo mojih letnikov skoraj več ni, so mlajši, me pa navdušujejo to, ker so vsi malo inovativni in pri vsakem odkrijem kaj novega in dejansko ta znanja dejansko me tiščijo v duši, da jih ne bi prenašal naprej. K temu prenašanju še prideva, ampak osnova za vsak izdelek pa je seveda material. In vi ga nabirate sami, tudi tako, da dobro poznate ta območja, kjer rastejo dobre leskove veje. Ja, to je pa osnova vsemu. Na vseh tečajih prvi dan jih seznanim tečajnike z materialom, kje se nabira, kakšen material in katerem času. To je spet cela storija, cel roman, ki bi ga lahko opisoval, vendar časa nimamo za to. Ja. Se morda obračate kaj potem, kakšen čas je najboljši za nabiranje leskovih vej? V mojih časih so rekli, recimo, da se plete samo po zimi, vendar to ni res. Najboljši čas, recimo, dejansko za oplet, za leskovo šibo je dejansko res zimski čas, v času mirovanja in v stari luni. In jaz, glede na te kolesarske izkušnje in na popotovanje hojo po gozdu, nisem samo nabiralec, ampak vsak v naravi mora biti prvo, kar je opazovalec. Ne, da si rekreativec, kot divjak, recimo divjaš po gozdu, ampak v naravi, ali naj bo to gobar, ali naj bo to nabiralec katerega koli gozdnega plodu, mora biti prvo opazovalec. In tudi pletar mora biti opazovalec. In opazovalec, hodiš po gozdu, veš, kje je leščevje, in v leščevju boš iskal izbrano palico, ki ti bo všeč, ki mora pa biti čim daljša, lepo temno sive barve, mogoče obraščene z mahom, brez izrastkov in lahko bereš kar nekaj časa v leščevju, pa boš dobil recimo v grmu eno ali pa niti ene palcene, ki ti bo odgovarjala. Bog ne daj, da sekaš eno, drugo ali tretje, ker moraš vedeti prvo, da nisi lastnik, da si v gozdu obiskovalec, gost si v gozdu. Če pa srečeš v gozdu človeka, ga pa lepo pozdravi, poveš, kaj delaš, pa tudi, če je gospodar, te ne bo z gozda na podu, ampak bo rekel, ti kar naber, kar rabiš. Ja, od pristopa je odvisno marsikaj, ampak vaš pristop je zanimiv tudi zato, ker se, če sem prav razumel, odpravite na tole iskanje pravih vej s kolesom. Ja, prvo, recimo, veliko prekolesarjem po Sloveniji, pa tudi druge po svetu sem veliko pokolesarjev, ampak to pustimo za enkrat. Ampak recimo tako lahko se pelem, ne da bi bil, vedno govorim, oči naprej, kolesar mora imeti oči naprej, ušesa pa nazaj, potem si približno varen. In tako pri tej vožnji mi hitro oči uvidejo nekam v rob, v grme, če vidim kakšno tako leščevje, pa bi bilo mogoče kaj za mene. In ves teren, pa rečem, vso Gorenjsko imam jaz obdelano, kam bom šel drugič z avtom raziskovati, da bom avto zaparkiral, bom šel na sprehod v gozd in si bom izbral tako leščevje, ki mi bo odgovarjalo. In tako lahko pelem tečajnike v gozd, recimo, vem, kam jih bom pelil, ker vem, da bojo tam nekaj dober. No, kolo je prišlo tudi kasneje, v vaše življenje, ko ste že pustili malce tekaške smuči ob strani in ste sedli na kolo, tudi tu ni šlo brez te vaše tekmovalnosti. Ja, to je to obdobje Mita Trefalta, smo se borili za kabel s korenino in on je v svojem programu tudi peljal recimo kolesarstvo. Seveda jaz kot športnik sem bil 10 let prisoten v njegovi druščini. In tako sem padel na kolo in sem začel kolesariti. To je bilo eno. Drugo pa recimo, včasih sem veliko hodil v hribih in to recimo tudi plezal sem, tudi reševali so me, pa pustimo te storije, to je cel roman spet. Ampak kolena in kolki so me začeli počasno izdajati in sem videl, Janez, zdaj pa s tem planinarjem bo pa počasi treba nehati. Slišal pa sem, da je kolo zelo primerna zadeva in zdaj kolo mi kar zelo odgovarja. Tako da recimo zelo rad se peljem s kolesom, ker po enem načinu nisem tako ozko omejen, po drugi plat pa zelo rad spoznavam domovino, spoznavam svet in na ta način mi je bilo dano, da sem spoznal celo Slovenijo in velik del sploh južne, srednje Evrope mi je bil kar
dan ga spoznati. Na kolesarski način, torej se še zdaj odpravljate na potovanja po Evropi s kolesom? Ja, zadnja tura, lanska torej sem bil na Elbi, letos pa odhajam na Korziko v majskih praznikih. Če se pa da, bom pa šel recimo predtem še od doma do Dubrovnika, pa en krog okrog Slovenije, to se pravi ob meji Slovenija, bi rad ponovil še enkrat, če mi bo dano. Na leto, zdaj le bolj za kolesarje, prekolesarite koliko? Ja, norma mi je tam 10 000, zdaj včasih mi kar uspeva, vendar glede na čas, ki ga imam, pa časa imam dovolj, vendar so pa li taki kilometri, kar računamo, recimo za kolo porabim pa je tam le kar je samo za kolo, brez priprave pa brez potovanj, tam je 500 ur, to je pa kar lep čas življenja ali pa leta, tako da ja, to mi je pa veselje, to mi pa za dušo. Tako kot pletarstvo, gotovo. Tudi in prav tako pletarstvo zahteva svoj čas, še več pravzaprav, ne? Ja, to je pa sigurno, dela recimo voden tečaj, delamo cajno, in to so nadaljevalni tečaj, to so že uveljavljeni ali pa uvedeni pletarji. Vendar je težava, ker smo štartali, sem rekel, nekje en tak čas za izdelavo cajne je tamle od 15 do 20 ur. To recimo tisk, to posluša, ve, koliko časa to je. No in zdaj, smo štartali, so začetniki na cajni, v tem času cajne ne bomo spletali. Je premalo. Premalo. Kaj pa najraje pletete? Kakšna oblika koša vam je najbolj pri srcu? Rad imam izzive. Izziv mi je nekaj posebenega in zdaj imam naročilo, ki mi leži na srcu že 2 leti, eno dolenjsko varianto camboha, kjer rebra ne ležijo prečno, ampak vzdolžno. In pred parimi leti mi je gospod iz Dolenjske prinesel precej zanemarjen tak koš oziroma camboh za obnoviti. Dolg časa sem ga opazoval, nisem se ga upal lotiti, prvo pa je, ker sem ga mogel dobro oprati, da sem ga lahko vzel v roke. Potem sem ga pa obnavljal in sem se tudi, lahko rečem, kar namučil, ampak bil mi je izziv. In potem ta gospod mi pa naročil novega. Spet sem odlašal s tem delom, ampak ker gospod je bil mal nam rekel neprijetno, ampak daj bo, sem rekel, brez prototipa tega ne morem narediti. In naredil sem prototip, ki mi ni všeč in mu ga ne bom oddal, delam izdelek, ki bo tudi morbiti meni všeč. Se pravi, je natančnost kar potrebna in glede tega imate vi poleg natančnosti v sebi še kar ostro kritiko. Kaj pravite? Pravzaprav je to boleče področje. Toliko in toliko ur, kot jih preživite ob vitri in delu, potem pa na neki stojnici zagledate polplastične izdelke, ki prihajajo iz Daljnega vzhoda za, 4-krat, 5-krat nižjo ceno. To je boleče. To je boleče in zato je kriva družba, država ali pa ne vem kdo vse, ne bi našteval, ne bi bil grd, ker to ni v moji duši, vendar hudo mi je recimo te preprodajalce suhe robe iz dežele suhe robe, ki se hvalijo, to so pa naši izdelki. To me pa boli. Po drugi plat pa zanemarim tem etnologom ali pa tem kulturnikom, ki pravijo, dostikrat mi rečejo, evo Ribančana, jaz ko pridem s košom na štand, nisem jaz noben Ribančan, jaz sem Kranjski Janez, ampak vsakemu takemu odgovorim, povej mi, kje si videl ribanški pušelc z cajno. Ga še nisem videl v življenju. To se pravi, da ribanca, in tudi v ribnici sem jaz demonstriral pletarstvo, v ribnici so pleteli iz vrbja, ampak iz leskovih šip pa zelo malo. Kaj pa je poleg materiala še, poleg vrbja, leskovih šip, primerno za pletenje? Dejansko jaz vrbja ne uporabljam, čeprav znam plesti tudi z vrbjem, ampak poleg leskovih šip uporabljam recimo dejansko za klanje, mi pravimo za drtje. Ali pa tehnološko pravilno je pa za razslojevanje po letnicah leskove šibe
po letnicah rabim še recimo mlade kostanjeve veje, nadkostanj, jesen, recimo to predvsem za ročaje ali pa za obode, drugih materialov pa skoraj ne. Razen za podloge, za podne, pri škundrah ali pa pri teh izdelkih za namiznih izdelkih se tudi uporabljajo lesene deske in to več ali manj material iz listovcev. To je spet tehnološka zahteva, pa tudi lepši so kot iglavci. Ja, in dejansko zelo prijetna je hruška, zelo prijetna je češnja, recimo. Kar se pa tiče trajnostnih, recimo za koše, ker morajo tudi vlago prenesti, je uporaben tudi jesen. Je pa dejansko res zmeraj moraš paziti na to, da podloga ni pretežka. Sploh recimo pri košu mora biti koš tam nekje težak, tamle od 3 do 5 kilogramov, več ne. Ker recimo dejansko je že sam koš toliko neroden, da ga človek ne more naložiti na ramena. Ja. Pa dobivate naročila, kdo so naročniki, recimo v luči tega, kar so zdaj govorila glede na poplavo nekih izdelkov iz Kitajske, ali znamo ceniti to, kar naredimo tu doma s svojim znanjem in z domačim materialom? Skozi teh naročil je skozi več. Moram pa reči, zakaj. Recimo koš in samboh se je velikokrat uporabljalo, se še zdaj uporablja po klasičnih hlevih, recimo, kjer so krmo prinesli mimo konja ali pa govedi včasih mimo konja do jasli. Zdaj recimo pri tej prosti reji to ne pride v poštev. Vendar ti stari koši sambohi se pošli in zdaj iščejo človeka, ki bi to naredil. Sam teh mož zdaj dejansko skorni. Obračajo se na mene, vendar sem človek, ki zelo rad obljubim, pa je pa malo vlečen. Saj bom naredil. Ampak običajno pa je tako, da pride nekdo, moj komad všeč, pa ga odnese in pa je tisti prvi ostane brez njega in jaz imam pa vse na duši, da mu moram narediti in to je včasih mehen zadrege. Zelo rad bi ga pa napotil nekam k mojstru, ki vem, da bo to naredil. Bi mu predal posel. Ampak takih zdaj dejansko skoraj da ni. Pol je počasih malo naroden, ker več kot podelati ne morem. Je pa dejansko res od same tehnologije dela je pa zelo zavisno, kakšna vitra si mi odkroji. Če si mi vitra odkroji široka, jo ne moremo uporabiti za majhen izdelek, ker v manjše izdelke grejo vitre recimo tam do 5 mm širine, v širše pa od 5 naprej ali pa tudi od 12 naprej. In zdaj recimo kakšen material imam, je pa spet odvisno od dela, od časa, to je enkrat stvari, ki so potem povezane s tehnologijo. No pa morda za tiste, ki res ne poznajo tega posla, še kaj sploh je vitra, osnovni element vsakega pletarskega izdelka? Kot sem rekel, recimo, da palcev, ki sem jo prinesel domov, recimo dolgo tam, recimo tišim daljšo, dolgo 1,5 metra, pa več, tudi do 2 metra, tudi 2,5 metra, jo očistim, to se pravi, jo obelim, na tanjšem koncu naredim zarezo debelo, recimo za en noht in potem na kolenu previjam po celotni dolžini in na ta način odkrojim eno letnico odkrojim. In recimo na palci, ki je debela, recimo tam na tanjšem koncu, na zgornjem koncu, recimo tam 2 cm, pa če je dober material, bom odkrojil tudi 5 ringov okrog te palce, recimo 5 okrog. In en ring ima pa recimo tam tudi po 5 ali pa več viter, odvisno od širine. To se pravi, da je tudi 20 ali pa več viter lahko odkrojim iz dobre palice, če sem uspešen, pa če je dober material. Pač to je tako delo, ki recimo zahteva čas, izkušnje in voljo do tega dela. Koliko časa pa, gospod Janez Krišelj, zdaj preživite pri delu v svoji delavnici z vitrami in koliko ga namenite prenašanju znanja? Omenili ste že, da vam je pomembno, da se znanje prenaša, da se ohranja ta tradicija obrti, ki je v zamiranju. Časa mi vedno mehen manjka, vendar po drugi plati pa govorim, časa imam vedno dovolj. Ker čas moraš razporediti. Drugače, pač sva žena, pač sva sama, hvala Bogu zdrava, imava velik vrt, tudi kar nekaj parcele, tako da dela okrog hiše je kar dovolj vsako leto, in po zimi in po leti. To dejansko, če je lepo vreme, sem zelo rad zunaj na zraku, če nisem na kolesu, kakšno opravilo okrog doma.
Običajno tiste večerne ure večina presedi ob ekranu, sem pa jaz rad dol v kleti in tam recimo tam do 10, 11 sem kar lepo dol, lepo v miru, uživam in podelam tisto, kar moram, kar imam v planu, kar čaka. No. V slabem vremenu sem pa tako zelo rad v kleti, ker mi dol nikoli ni dolgčas, vedno je kaj novega in vedno imam kaj za početi, recimo, ne. Drugače pa, kombiniram vedno, kot sem rekel, kolo in pletarstvo, ker povsod sedim, vendar stopnja aktivnosti je različna. Pri kolesu in glava počije, in duša počije, ravno tako pa tudi na stolu v kleti. No, ampak s kolesom, recimo, ko se pripeljete do neke zanimive točke, ga kje pustite in se potem še sprehodite po gozdu? Zelo nerad, ker recimo jaz imam vse te ture nekje v glavi in točno rečem, recimo kam grem, da žena približno ve, kje sem. S sabo imam mobitel za vsak slučaj, če bi bilo kaj narobe. Hvala Bogu, da zdaj še ni bilo. Ampak, če rečem bom ob enih doma, sem ob enih doma, če rečem bom ob 3 doma, sem zelo rad ob 3 doma, ker žena je gospodinja in nič narad ne vidim, da se to predstavlja, da imava neki red in temu redu sledim. Če se pa odločim za daljšo turo, pa rečem, danes me pa cel dan ne bo in me cel dan ni. Če grem pa na pot, kot pravimo okrog Slovenije, pa me pa en teden ni. No, ampak ste pa glede reda natančni tudi pri uporabi telefona, nič kaj radi ga nimate v rokah, samo za nujne primere. Telefon, malo nerodna stvar za mene, ampak ne za to. Vedno pravim, tisti, ki me rabi, me bo že najdel. In če se mi pojavlja ena številka malo večkrat, recimo 2-krat, 3-krat, pa že nazaj pokličem, se pa tudi naredili, včasih pozabim. So pa številke, ki nepoznane številke, jih pa dejansko skoraj ne kličem, ker razni pozivi so, ker glede na to sem pravijo tudi malo medijsko prisoten. Me sprašujejo traparije, ki se mi zdi včasih kar nekaj neumne. No, ampak svoje znanje pa radi delite, razdajate na tečajih. Vključeni ste v rokodelski center, kako ste prišli do te povezave, odločili ste se za Škofjo Loko? Ja, v tistih letih, recimo, počasem prehajal tista 60 leta in sem rekel, zdaj pa Janez nekaj znaš, fajn bi bilo, da bi ta znanje prenesel tudi na koga drugega, sej ne vem, koliko mi je še usvojeno. In sem cincel med Škofjo Loko, Kamnikom, Kranj mi je bil zanimiv, tudi domače okolje ni na tem preveč navdušeno in sem se odločil kar nekaj za Škofjo Loko, za center domače in umetne obrti, kjer so me sprejeli pred 9 leti, lahko rečem, kar z odprtimi rokami in so v veliki meri poskrbeli za mojo promocijo. Imeli smo tam par razstav, vsako leto mi organizirajo kar nekaj tečajev, če niso organizirani drugje, so tam in na ta način prenašam znanja na rokodelce, recimo bodoče rokodelce ali pa vsaj poznavalce rokodelstva. Vmes so pa tudi od doktorjev znanosti pa do recimo vse sorte mlajših upokojencev, ki jih ta področje zanimajo, tudi etnologi, ki jih zanima, ki so na fakulteti premalo znanja v tem dobili. No in potem gremo z osnovnim tečajem skozi in na vsakem tečaju recimo, to se pravi v 15-20 urah vsak laik, začetnik naredi en pletarski izdelek. Zdaj nekateri s tem izdelki nadaljujejo, to jih glede na izkušnje prav hitro ocenim, kdo bo, kdo ne bo. No in zdaj recimo imamo skupino teh začetnikov, ki smo stopili v nadaljevalni tečaj, ker bomo delamo cajno in kot sem omenil, bo ta cajna zanje enkratna. In vsi ti že so pletarji, pletejo doma in več ali manj pletejo ne za trženje, ampak pletejo za dušo. Spoznali so to, da najboljša sprostitev je istočasno delo glave in rok. Brez tega pa ne gre pri našem poslu. Imate morda kakšno anekdoto, zanimivo zgodbo z teh tečajev, ki jih je zdaj kar veliko, koliko jih naredite na leto tečajev namreč? Če začnemo pri otrocih, pri vrtcih, moram reči, recimo v vrtcu traje tečaj, recimo si dobimo 2-krat po urco, ker naredijo najbolj enostavno pletarski izdelek in recimo najbolj hudo je, ko jim dam
ko jim dam testni izdelek v roko in tega potem morajo podreti. So kar malo solzni, zdaj moramo to podreti. Ja, da ga prijatelj naredi, recimo podobnega. In na ta način me hovajam, da recimo poje grejo v svoj izdelek in na ta izdelek potem zadaj s pirografom s pomočjo vzgojiteljice napišejo moji mamici Tilen, recimo, sam primer. To je pri malih. Pri osnovnošolcih vidim, recimo, vsak, ki to naredi, je nad tem delom nekaj navdušen. Večina je nad tem delom navdušena. In v očeh jim gledaš to radost, recimo ne pri 100% pri vseh, ampak pri 90% vidiš, da otroci radi delajo. Veliko slabše izkušnje imam na srednji šoli. Ne bom jo imenoval, tam sem obupal in na to šolo ne grem več, ker vidiš, da otroci prihajajo iz urbano oddaljenega, iz ne teh centrov, kot bi rekel Ljubljana, pa teh področij, recimo. Otroci iz podeželja delajo, so sposobni kaj narediti, recimo. Pri teh prvih otrocih je pa to žalost in dejansko izgubljam živce in ne grem na te tečaje več, recimo. Drugače pa to zanimivo pri odraslih, recimo, ne. Večina se nad tem navduši, ampak ja, zato je pa treba le vztrajnosti in treba je delati. In recimo na vsakem tečaju, po vsaki uri pri meni tečaje traja recimo od 5 po 3 ure, a običajno te ure raztegnemo, ker jih pritegne tako, da čas teče, v momentu izgine ta ura ali pa 3 ure. In problem je v tem, recimo, da dostikrat moramo kar skupno sodelovati, da nekomu, ki mu ne gre najbolje, izdelek naredimo do konca. Je pa tako, da po vsaki uri dobijo domačo nalogo. Ker doma mora tisto, kar mi smo tukaj naredili, dokončati, vendar tisti, ki to nalogo opravijo, naredijo izdelek v celoti. Tisti, ki pa nimajo časa za to, pa ne pustijo, ne delajo po dogovoru, in moramo pa solidarnostno pomagati, je pa dejansko res na vseh tečajih se ustvari tako vzdušje, taka klima, da so na koncu vsi prijatelji, klepetajo med sabo kot recimo sproščeno, in to je za mene bistvo, da so sproščeni, da se pogovarjajo, da ostanejo kot ta prijateljski impuls ostane med njimi. Ja, naj bi ostalo tudi znanje, glede na to, da se ga trudite prenašati, upanje je, vaša dejavnost, oziroma vi ste vpisani tudi v register nesnovne kulturne dediščine. To je kar priznanje, ne? Ja, to je pa tisti tretji vrh, kot sem ga prej omenil, recimo v treh življenjskih obdobjih, recimo. Ko je bila v Duo centra s pomočjo države in Evropske skupnosti izdana publikacija, bilo posnetih kar nekaj filmov v zvezi s tem, tudi v družini recimo so posneli, v naši reviji je bilo to prisotno. To je pa dejansko, bi rekel, vrh mojega pletarstva, vendar s tem pletarstvom nisem nehal, bom še nadaljeval. Čaka me 4. obdobje, v katerega počasi stopam. In vaši 3 otroci so tudi deležni tega znanja, ste ga uspeli prenesti nanje? Sem kar navdušen, da zdaj na predzadnjem tečaju se je v ta tečaj pletenja vključila hči. Bila je silno navdušena, tudi izdelek, ki ga je naredila, je za mene navdušujoč. In zdaj bomo pa videli. Upam pa, da bo to znanje, ki ga je dobila več od mene, kot sem ga jaz dobil od staršev, ker je bila le v tistih zrednih letih, da je to dojemala tako, kot se dojema, da bo s tem nadaljevala. Ostala 2, pa mislim, da imata še čas, sta oba recimo zdaj 101% zaposlena s svojimi podjetji in dejansko, ko bo malo pošlo po energiji, bo ostalo malo časa za njuno dušo, bo ta pa upam tudi stopila malo v to področje. Jaz upam, da bom to doživel. Se pravi, rekli ste, čas je potreben, vidite takoj na tečajnikih, kdo bo uspel nadaljevati s tem, kdo ne, kaj je potrebno, kaj je tisto, kar vidite pri nekom, ki dobro osvoji to znanje in ga bo potem tudi nadaljeval. Glede na življenjske izkušnje, pa tudi na moje znanja, prejšnje zaposlitve, sem bil kot andragoh zaposlen. Zelo hitro ocenim recimo že pri samem začetku, recimo, kdo bo natančen, kjer ga bo to potegnilo, kako bo delal izdelek. In dejansko, ja, lahko zdaj kar recimo iz vsega tečaja naredim spisek ali pa nekaj ljudi odberem,
In tudi vem, da pletejo. Po čem veste? Vem, ker imamo komunikacijo. Sodelujem z njimi, se stišimo, me kličejo, tudi se obiščemo. In to mi je veliko veselje, da moja sled ostaja. Moja sled ostaja in želim, recimo, pač moram malo pohvaliti zdajšnjo družbo, pa čeprav nič ne hvalim, je zdajla prvič, kar jaz zadevo spremljam, je prvič na Ministrstvu za gospodarstvo, to je gospod Han, zbrskal nam 1,5 milijona denarja za rokodelce. Iz tega denarja bo zdajla, upajmo, financiranih tamle 17 centrov po celi Sloveniji in eden od teh centrov je tudi naš center v Škofji Loki, kjer bomo probali izobraziti moje ali pa naše naslednike za rokodelstvo. To je prvo v tej naši Sloveniji, da se proba neka rokodelska dejavnost, pustimo zdaj kuharje pa ti so rokodelci, ampak ta klasična rokodelska dejavnost recimo na nek način uživeti. Poslušate podcast Radia Ognišče. Radovednost je v vas že vse od začetka, gospod Janez, iščete, kot ste rekli, na svojih poteh po naravi tudi zanimive stvari, pri macesnih se radi ustavite. Zakaj? Storija spet velika. Moj sin je gozdarski inženir in je bil gozdar, logar, recimo na področju Krvavca in dosti imel opravka z kmeti, z lastniki, pa s starejšimi ljudmi. In so mu rekli, bil je mlad začetnik, so rekli, fant, ti hodiš po Gmajn, prines nam macesnove smole. On kot gozdarski strokovnjak je rekel, macesen ne smoli. In dejansko macesen ne smoli, tako kot smoli smreka ali pa borovc. To poznamo iz prejšnjih obdobij, samo to je spet roman ali pa storija. No in enkrat sva bila skup gor na Davovcu, to je planina pod Krvavcem, sekala sva tudi, med drugim tudi macesen, in prav kriči sin gor v klancu, prav, a ta pa je gor, pridem gor, kaj pa je, prav, poglej, kako smola teče. In takrat sem prvič videl, kaj pa zdaj, prav, pej dol po eno posodo, ja, pa ni bene posode, pa vzem flašo od Radenske, pa naber tole smolo noter, prvič v življenju to vidim. To se pravi, na fakulteti tega niso videli, niso tega poznali. Pa ne krivim nobenega za to, ampak v redu, grem dol, stočem ven, grem gor, naberem, z nečem, z nožem, recimo, tisto smolo ven in sem videl, kako je smola mezela iz štora ven, pa iz štoka dol, iz prvega hloda dol. To poberem in takrat sva oba videla, kako macesen smoli. In dejansko macesen smoli, to je macesnova samozaščita, tam, kjer ga veter previja, suče in to recimo debelo, recimo tamle 50 na gor, to se pravi tudi na 100, recimo, ga zvija v štoru, in noter stane razpoka. In v tej razpoki se samozaščitno nabira smola, ki je noter konzervira recimo les, da ne propada. In glede na to, da sekači na te stvari včasih so bili zelo pozorni, so to smolo pobirali in jo hranili kot dragocenost. V Avstriji je ta zadeva poznana in imenovana kot pilbah. No in meni je bilo to znano, meni je to vidno in ker na to naprej sem imel vedno, ker sva bila sinom v Gmajni, sabo nekaj, da bom to pobral. In zdaj imam izkušnjo, da to, če sem pri sekačih prisoten, imam za to sistem obdelan, kako to pobelem iz štora ven. In to so globoke razpoke v štor, tudi po pol metra ali pa več. Ampak zakaj je ta smola tako pomembna? Smola je bila kot antibiotik in antiseptik uporabljan recimo povsod v zdravilstvu, v naravnem zdravilstvu. In recimo, ko smo začeli pri nas to zadevo uporabljati, seveda s pomočjo žene sva izdelala mazilo, ki je zelo dobro mazilo za vse sorte zadeve, recimo jaz jo uporabljam, recimo, če grem na kolo, da namažem zadnjo plat, ker recimo na kolesu se znojiš in dejansko vsa ta mazila, ki se uporabljajo, recimo zdaj pri kolesarjih, se stopijo.
dočim smola ti iz kože ne zgine kar tako hitro, recimo, in s to mazilo se namažeš in nimaš nobenih udrgnil, nobenih žulov, recimo. Po drugi plati pa recimo za razne razpoke, recimo pri pletenju se pojavijo razpoke za zaščito rok, prstov, potem za, to se pravi mazilo, za recimo razne poškodbe, ki se naredi, recimo že se koža zasuši, ki se naredi hrasta recimo na rani, da umazati lepo, se veliko hitreje za to zadeva za zdravi. Samo čista smola se porabi recimo za razne ustne in prebavne težave, recimo. In to je nekaj drugega kot smrekova smola. Dejansko jaz sam kemizem sistema se ne znam posegati, vendar recimo s to razliko moram reči, recimo, da je ta smola recimo pridobljena iz mesesna, ta, ki je pridobljena iz debla ven ali pa iz što ven, je absolutno čista. Tisto, kar poberem, recimo, pa iz štora, jo pa ne uporabljam za uživanje, ampak jo uporabljam za mazila, zaradi možnosti, recimo, res, da jo je potrebno pol precediti, ampak je vseeno mogoče malo olje v njej ali kaj podobnega in sploh ne pri upoštev. Glede na potovanja po Evropi, recimo, sem pa videl v Španiji, Franciji, na Portugalskem sem videl, kako tam zarezujejo mesesni in borovc. To sem pa videl. A ne? In recimo primerjalno, recimo, in tudi pri nas, recimo, ne bom imel zdaj te trgovino, kjer se te zadeve prodajajo, sem to smolo videl umazano, črno, recimo, mesesno smolo, črno umazano. Moja smola je vedno tekoča barve medu, zlato-rumena. In to jaz vsakemu, ki mu jo dam za uživanje, sam pred tem, kako kozarček odprem, jo uživam jaz sam, da mu dokažem, če je za mene dobra, bo tudi verjetno za tebe dobra, recimo, da nimam kakšnega občutka, da sem mu nekaj potaknil. Ja, in to je recimo zadeva, ki je recimo povsod po svetu nekaj poznana, edino pri nas v Sloveniji se nič ne splača. Gospod Janez Krišelj, marsikaj bi lahko še odprla, očitno je ta vaša radovednost na številnih področjih tudi tisto, kar vam daje še elana, zagona, energije za življenje. Naj bo te še veliko za tole četrto obdobje, ki ga želite še uspešno zaključiti. Vam iskreno želim, da vam uspe. Zdajle pa pred veliko nočjo upam, da bodo vaši tečajniki pa še kdo drug prinesli k žegnu v cajnah, ki so jih naredili sami ali pa naročili pri vas ali pri kom drugem, pri rokodelcih. Upam, da bo tako. Hvala lepa za vabilo. Bilo mi je zelo lepo, da sem te znanja, te izkušnje, te moje razmišljanja prinesel na Radio Ognjišče. Ponosen sem na to. Hvala lepa. Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.